Lepo pozdravljeni. Začenjamo v Dolenjski prestolnici, ker tudi ugotavljajo že znano dejstvo. Stanovanj v Sloveniji je premalo in tudi v Novem mestu je že vrsto let več povpraševanja kot ponudbe na tem področju. Pomemben korak pri povečanju ponudbe so storili v Podbrezniku, kjer so nedavno položili temeljni kamen za gradnjo novih stanovanj. Stanovanjska soseska v Podbrezniku se bo v prihodnje razširila. Mestna občina Novo mesto in Stanovanjski sklad Republike Slovenije bosta namreč tam zgradila 184 najemnih stanovanj. Občina bo zgradila 81 stanovanj, sklad 103. Oba projekta skupaj sta v višini okoli 25 milijonov evrov, od tega je novomeški nekaj manj kot 11 milijonov, pri čemer je tudi tukaj sofinancer Stanovanjski sklad v višini dobrih 5 milijonov. V delu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije pa so tukaj sredstva načrta za okrevanje in odpornost in seveda tudi sredstva Razvojne banke CEP. Ta projekt tudi prinaša odgovor na izzive, kot so starajoča družba. V blokih Mestne občine Novo mesto bo 22 stanovanjskih enot prilagojenih starejšim oziroma funkcionalno manj gibljivim osebam. Vsa ta stanovanja imajo neprofitno najemnino. To je sigurno in seveda so namenjena vsem ranljivim skupinam. To je bil tudi pogoj tega načrta. In jaz mislim, da smo tukaj zelo uspešno to lahko združili kredit Razvojno-socialne banke, CEP banke in pa načrta za okrevanje. Zaprav, na 3 projektih nam je uspelo to praktično pokriti. V Mariboru 400 stanovanj, gradimo v Kopru 160 stanovanj, podobna zgodba, in pa v Novem mestu sicer še ta delež ni v celoti pokrit, računamo pa, da bo še nekaj denarja ostali z tega načrta in se bo prelil v novomeški projekt. Vsa stanovanja, vseh 184 stanovanj bo za najemnino 5, trenutno je ta neprofitna na 5,5 evra, se sicer bo revalorizirala z rastjo življenjskih stroškov, ampak trenutna cena je 5,5 evra na kvadratni meter. Gradnje najemnih stanovanj se veselijo tudi v novomeškem javnem stanovanjskem skladu. Vsa stanovanja, ki so trenutno na razpolago in ki se oddajajo za neprofitno najemnino, so iz bivše države, tako da so vse stara tam nekje, ta stanovanjski fond je vse star okoli 60-70 let star. In je posledica potem tega, tudi so nefunkcionalna, potrebno jih obnavljati in so res dosti neprimerna. Tako da to bom rekel, je res velika pridobitev za Novo mesto in so tudi nujno potrebna. Že na podlagi razpisa, ki je bil objavljen za dodelitev teh neprofitnih stanovanj, ki ga je objavljala primer lansko leto Mestna občina Novo mesto, se je prijavilo cirka 140 prosilcev, ne? In mi lahko zadostimo potrebam glede na trenutni stanovanjski fond, ki ga imamo, cirka 10% teh prosilcev. Tako da v Novem mestu obstaja res potreba po teh javno najemnih stanovanjih, ne? Predvsem pa po teh, ki se oddajajo za neprofitno najemnino, ne? Za krajevno skupnost je pridobitev posebej neprofitnih stanovanj, kot smo danes slišali, da bojo neprofitna, zaradi naših krajanov, ker imamo velike težave tako v Novem mestu kot v našem kraju za naše mlade in tu je le prilika, da bojo lahko ostalo v našem kraju, da ne bojo rabili odideti kam drugam. Tako da vsa ta stanovanja so dobrodošla in tudi te bloki. In še seveda vse ostalo naprej, kar se bo gradilo. V sklopu teh blokov dobimo tudi športni park in igrišče urejeno, tako da sklop vsega bo res zanimiva soseska in verjamem, da vsi bojo veseli, ko bo se prišli. Položitve temeljnega kamna v Podbrezniku se je udeležil tudi minister za solidarno prihodnost, saj na ministrstvu spodbujajo stanovanjsko gradnjo. Naš skupen cilj je do leta 2026 začeti z gradnjo 5000 stanovanj in od leta 2026 naprej vzpostaviti sistem, ki bo sposoben zgraditi 3000 stanovanj letno. Država zadnjih 20 let tako rekoč ni finančno prispevala. Z letošnjim letom se to spreminja. Na podlagi terenskih obiskov, ki smo jih opravili, smo naredili popis morebitnih projektov in že v letošnjem letu zagotovili potrebna sredstva za izvedbo in začetek teh projektov. V letošnjem letu bo takoj ob rebalansu zagotovljeno 24 milijonov za gradnjo stanovanj.
Stanovanjski sklad sicer razpolaga skoraj 7300 stanovanji v državi, od tega jih je v Novem mestu 30, zdaj pa bodo torej zgradili še nova. In zraven pa delamo še na spremembi občinskega prostorskega načrta na koncu tega področja enklava, kjer pa bomo še 45 enot dobili, predvidoma 25 oskrbovanih stanovanj in pa 20 javno najemnih stanovanj in pa tudi dvodelčni vrtec bo tam možno zgraditi. V prihodnjih letih naj bi v Novem mestu skupaj zgradili več kot 500 stanovanj z neprofitno najemnino, s katerimi bo upravljal občinski stanovanjski sklad. Ostajamo na Dolenjskem. Splošna bolnišnica Novo mesto je bogatejša za naložbi, s katerima želijo povečati ozaveščanja o bolj trajnostni mobilnosti, spremeniti način potovalnih navad in podpreti blaženje podnebnih sprememb. Več o skoraj 394 tisoč evrov vrednem projektu, ki je sofinanciran iz norveških skladov, pa si poglejmo v naslednjem prispevku. V sklopu mednarodnega projekta Salomon so pred upravno stavbo Splošne bolnišnice Novo mesto namenu predali polnilnico za električna vozila in kolesarnico sistema izposoje koles Gonem. Vključeni smo 3 partnerji, vodilni partner je Razvojni center Novo mesto, poleg nas pa še Splošna bolnišnica Novo mesto in Univerza Nord iz Norveške, iz kraja Bodo. Tako da zelo lepo partnerstvo, zelo lepo sodelujemo. Moram reči, da smo vključeni v številne mednarodne projekte, da ta je eden boljših. Namen pa seveda je preučiti mobilnostne navade in tudi pripraviti nek mobilnostni načrt, kako te navade spremeniti v smeri trajnostnega. Se nam zdi, da vplivamo dejansko na navade, bolj trajnostne oblike potovanja oziroma mobilnosti, kot temu rečemo. Namreč bolnišnica je velika inštitucija, dnevno prihaja na delo 1200 zaposlenih, na leto imamo preko 20 tisoč hospitaliziranih pacientov, preko 200 tisoč ambulantnih pregledanih in seveda 65 tisoč in več na urgenci. Vse to so velike številke in ti ljudje v glavnem prihajajo z osebnimi vozili. Vse to izjemno obremenjuje našo bolnišnično okolje, povečuje hrup, zmanjkuje nam parkirnih mest. Zato je padla odločitev za novi pridobitvi. Zaposleni imajo za svoja električna vozila zdaj na voljo polnilni postaji skupaj 4 polnilnimi mesti. Kolesarnica pa je na voljo vsem in sodi v sistem izposoje koles novomeške občine, ki vključuje že skoraj 20 postaj. Tukaj imamo to srečo, da je kar nekaj partnerjev, ki so tudi za svojimi postajami, za investicijo v postaje pristopili. Zato smo veseli, da je tudi v okviru projekta Salomon bolnica sama namenila del teh sofinancerskih sredstev za to novo postajo. In s tem seveda delamo neko mrežo, ki bo v prihodnje tudi medobčinska. Vemo, da v tem trenutku imamo že tudi postaje v Straži, v Mirni Peči. In seveda na ta način bomo omogočali našim občanom, da tudi alternativne načine prevoza izbirajo. Tega si želijo tudi v novomeški bolnišnici, pravi njena prva dama. Nameravamo v bodoče kupiti električno vozilo in potem spodbujati. In tudi nekaj zaposlenih, moram reči, že ima električno vozilo, mogoče bo tudi to spodbudilo več sodelavcev in seveda tudi več vseh tistih, ki prihajajo v bolnišnico. To je na eni strani, na drugi strani pa mogoče tudi druge oblike trajnosti, to je kolesarjenje, tisti, ki so v bližini, da prihajajo peš, tudi sama sem v bližini bolnišnice in v večini prihajam peš v službo in grem iz službe, ne zmeraj, ampak kot pravim, večino, 80% zagotovo. Ko smo delali zadnjo raziskavo, kako se naši zaposleni vedejo, pa tudi pacienti, smo ugotovili, da praktično 90% jih prihaja z avtomobilom in komaj 10-11% nekje je tistih, ki
ki uporabljajo bolj trajnostne oblike mobilnosti oziroma prihoda, torej kot souporaba vozila. Že to je nekaj, da ne pride en sam, ampak da se dva pripeljete ali trije, če imajo možnost. Novomeška občina je že kar nekaj let na tej poti, tako z posameznimi sistemi, kot je sistem za avtomatsko izposojo koles, kot seveda tudi infrastrukturo, gradimo kolesarske pešpoti, gradimo nove brvi. Seveda pa delamo tudi na tem, da bomo izboljšali sistem javnega prevoza. Tukaj seveda iščemo nove oblike, inovativne oblike s podporo digitalizacije, ker verjamemo, da seveda je ta oblika primerna za prihodnost in da bo lastništvo avtomobilov vse manj pomembno. Seveda je pa prav, da se vsak kot posameznik res odloči in da tudi v vsakodnevnem življenju z potjo 2-3 pristopi k tej poti, ki je seveda tudi za našo skupno prihodnost. Za naložbi je skoraj 98 tisočakov prispeval razvojni center, bolnišnica dobrih 170 tisoč evrov, okoli 125 tisočakov pa je šlo iz norveškega sklada. V ta projekt sodi tudi nakup električnih koles, tudi razvojni center ima 2, ki jih prav z veseljem uporabljamo. V lanskem letu smo že naredili prvih 300 km, službenih kilometrov s kolesi. No, in to je v bistvu namen tudi ozaveščanja in spreminjanja teh potovalnih navad. To se ne zgodi čez noč. Ta naša slovenska ljubezen do avtomobilov je zelo prisotna, ampak tako, predvsem pri manjših generacijah se že čutijo spremembe. Vse več uporablja kolo, tudi peš. Nenazadnje se en kup sestankov lahko tudi z uporabo videokonferenc izvede. In s tem tudi v bistvu zmanjšamo to čezmerno mobilnost. Tudi vse naše razvojne investicije grejo v smeri bolj trajnostne in zelenega okolja. In v tem smislu je tudi ta projekt kot nek droben kamenček na poti naših prizadevanj za res bolj trajnostno, bolj zeleno okolje naše domače, pa seveda tudi bolj zeleno Evropo, katere del je tudi naša država. Sedaj pa v Posavje nadaljujemo z energetsko temo. Odlagališče za nizko in srednje radioaktivne odpadke, ki bi ga Agencija za radioaktivne odpadke zgradila že pred leti, naj bi vendarle pričeli graditi v letošnjem letu. A se še vedno nekoliko zatika s pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja, ki ga spodbija krško lokalno podjetje. Poglejmo podrobnosti. Pred 2 leti so na Arao pridobili okoljevarstveno soglasje, v zadnjem času pa tudi gradbeno dovoljenje. Odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov se zdaj pa res verjamemo približuje koncu te faze načrtovanja. Tako da v preteklih letih je bilo predvsem ta faza umeščanja in pa načrtovanja relativno dolga. Zavedati se moramo, da odlagališče je jedrski objekt in zaradi tega postopki trajajo nekoliko dlje kot pa za čisto navadne objekte. Tako da, kot sem omenil, letos pa res pričakujemo, da bi lahko začeli za samo gradnjo odlagališča. V preteklih 2 letih je bilo izdano okoljevarstveno soglasje za ta jedrski objekt, tako da to je bil kar velik korak v temu projektu. Izdano je bilo tudi gradbeno dovoljenje za jedrski del tega objekta. To gradbeno dovoljenje sicer še ni pravnomočno. To pravnomočno zdaj zadržuje tožba enega od lokalnih podjetij, ki toži državo za izdajo gradbenega dovoljenja, tako da ti postopki tožbe na upravnem sodišču zdaj tečejo. Mi si želimo, da bi bili čim prej zaključeni. So pa trenutno na kritični poti tega projekta, se pravi za pričetek same gradnje, rabimo pravnomočno gradbeno dovoljenje. Pričakujejo tudi gradbeno dovoljenje za infrastrukturne objekte. Da se obnovi to cesto, kanalizacije, elektrovode, vodovod in ostalo, kar je potrebno tako za odlagališče, pa tudi za okoljne, objekte. Ta izdaja gradbenega dovoljenja, še ni prišlo do te izdaje gradbenega dovoljenja, zato ker še ni bilo urejen protokol za občino Krško. Ta je bil v koncu preteklega leta urejen, tako da je zdaj ta pot odprta, kar se tiče izdaje gradbenega dovoljenja.
Na RAU priprave na projektu nizko in srednje radioaktivnih odpadkov potekajo ves čas, saj je potrebno pripraviti vrsto postopkov tako za čas same gradnje, kot tudi poizkusnega obratovanja. Trenutno smo zelo aktivni pri pripravi razpisov. Nekako smo razpise razdelili, v več delov. Prvi od teh večjih razpisov, ki je bil zdaj, aktiven, je razpis za izdelavo betonskih zabojnikov, v katero se bo odlagalo te nizko in srednje radioaktivne odpadke. Tako da ta razpis je trenutno v fazi ocenjevanja ponudb. Dobili smo 2 ponudbi. Načrtujem pa, da proti koncu tega meseca, najkasneje v začetku prihodnjega meseca, bo odločitev o izbiri izvajalca izdana, sledi pa potem sam podpis pogodbe in začetek izdelave teh odlagalnih zabojnikov. Trenutno imamo objavljen tudi razpis za gradnjo infrastrukturnih objektov, vzpostavitev tehničnega varovanja odlagališča in pa en del okoljskega monitoringa, ki je za to potreben. Tehnično varovanje moramo vzpostaviti skladno z zakonom o jedrski in sevalni varnosti že pred samim začetkom gradnje, tako da prvi korak pri gradnji takega jedrskega objekta je vzpostavitev tehničnega in pa fizičnega varovanja. Ta razpis je trenutno, odprt. Nekje konec tega meseca, začetek drugega, pričakujemo ponudbe, ki moramo potem oceniti, in če bo vse tako, kot mora biti, zbrati izvajalca. Pripravljamo pa več ali manj tudi vse za potem drugi razpis. Drugi razpis bo razpis za izgradnjo vseh jedrskih objektov znotraj odlagališča in pa ostalih objektov znotraj ograje odlagališča. Potem nas čaka pa še tretji razpis za portalno dvigalo, s katerim bomo odpadke odlagali v sam silos. To pa ni tako na kritični poti, tako da ta razpis bo sledil nekoliko kasneje. Prvi del razpisa za zabojnike predvideva dobavo okoli 500 zabojnikov. Potencialni izvajalec pridobi najprej oziroma podaljša ustrezne certifikate za izdelavo teh zabojnikov, potem te zabojnike izdela in jih dostavi do Nuklearne elektrarne Krško, kjer se potem ti zabojniki napolnijo z odpadki, potem pa prepeljejo na samo odlagališče in odložijo. Nekaj malega števila teh zabojnikov je pa namenjeni tudi za odlaganje, se pravi odpadkov iz skladišča odpadkov, ki ga imamo v Brinju pri Ljubljani. Za to prvo fazo je, če gledamo volumsko, v tej prvi fazi bi mi odložili neko slabo polovico vseh teh odpadkov, ki so slovenski, tako da potem za drugo polovico, kar se tiče same razgradnje elektrarne in pa odpadkov, ki bodo nastali do še takrat, bo pa zadostovalo še nekaj 100 teh odlagalnih zabojnikov. Maksimalna kapaciteta silosa je 990 zabojnikov, kar bo zadoščalo za vse te odpadke, ki bo nastalo v okviru obratovanja NEK-a in potem za samo izgradnjo NEK. Z deli naj bi začeli že v letošnjem letu, a je vse odvisno od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja. Vse je odvisno predvsem od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja. Seveda pa nekaj časa rabimo tudi za pripravo samega gradbišča in vseh ostalih stvari. Ampak če bi šlo po načrtih, se pravi, da lahko čim prej začnemo z razpisom, izbiro izvajalca, je v načrtu, da se tudi že letos lahko začne predvsem z izvajanjem te prve faze, se pravi tega podpornega zidu, tako imenovane diafragme, za potem sam izkop silosa. Zdaj sama gradnja je nekako načrtovana, 3 leta in pol, se pravi tako, da načrt je, da nekje v letu 2026 bi mi lahko začeli z poskusnim obratovanjem. Agencija za radioaktivne odpadke je sicer edina tovrstna ustanova v Sloveniji, ki trenutno še nima mandata glede potencialnih odpadkov iz drugega bloka nuklearke. Zaenkrat je to strateška odločitev države, ki mi še nimamo mandata karkoli, o tem razmišljati ali pa načrtovati, tako da pričakujemo odločitve, kakršne bodo sprejete. Lahko rečem samo, da smo na take zadeve pripravljeni, ne samo mi moramo biti pripravljeni na vse tokove odpadkov, kar lahko nastane v Sloveniji, pa je lahko to nov blok jedrske elektrarne, lahko je to uporaba naprimer majhnih modularnih reaktorjev ali kakršni drugi odpadki, tako da seveda o tem razmišljamo, se izobražujemo. Če pogovoriva zdaj v drugem bloku, pa nismo ukrenili še nič v tem smislu, da bi karkoli načrtovali ali pa o tem karkoli govorili.
Kot že omenjeno, je v načrtu, da bi odlagališče s poskusnim obratovanjem začelo delovati v letu 2026. Zaključujemo pa na področju znanja in poklicnega izobraževanja. Šolski center Novo mesto je bil letošnji gostitelj Gradbenijade 2023, državnega tekmovanja gradbenih šol Slovenije. Tekmovanja se je udeležilo 5 šolskih ekip. Dijaki so se preizkusili tako v strokovnih predmetih kot v športnem delu. Zmaga je ostala doma. V skupnem seštevku je največ točk zbrala ekipa Srednje gradbene in lesarske šole Novo mesto. Ravnateljica šole, gostiteljica tekmovanja, je s kolegi ravnatelji 4 slovenskih gradbenih šol iz Celja, Kranja, Ljubljane in Maribora pred uradnim začetkom spregovorile o nekaterih aktualnih temah. Strinjali so se, da so tovrstna srečanja zelo pomembna. Skratka, to državno prvenstvo je že 23. po vrsti, se pravi, to kar že tradicija. Vsaka šola, vsako leto pač menjamo organizatorja, letos je to naša šola. Vedno pomeni to, da se dijaki preizkusijo med sabo, da vidimo, kje so z znanjem, s strokovnim znanjem. Vzporedno peljemo pa tudi športne dogodke. Tako da vsak tak dogodek je, bom rekla, izkoristimo za promocijo poklicev. V preteklih letih je bilo gradbeništvo podhranjeno v srednjih šolah. Zdaj moram reči, da se zadeva počasi izboljšuje in smo veseli bodočih dijakov, ki prihajajo k nam. Saj imajo v tem šolskem letu vpisanih 111 gradbenikov, še dodaja, a prejete prijavnice iz osnovnih šol jih navdajajo še dodatnim optimizmom. Čisto sveži podatki, ko so prišle prijavnice iz osnovnih šol, je pa kar spodbudno. Vpisalo se je oziroma prijavnice je poslalo več dijakov, kot imamo prostora. Skušali bomo za področje gradbenega tehnika razširiti za oddelek. Na področju poklicnega izobraževanja, to so pa tesarji, izvajalci suhomontažne gradnje, zidarji in keramičarji, smo pa nasploh veseli v primerjavi z lanskim letom. Če primerjam, lani imamo vpisane 3 dijake, ki jih združujemo še z drugimi oddelki, letos imamo pa prijavnic 14. Skratka, 6 keramičarjev, 4 zidarje, 2 tesarja in 2 izvajalca suhomontažne gradnje. To je pa že taka lepa številka, ki bo na teren, bom rekla, v delovno okolje prišla čez nekaj let. Dobre napovedi za prihodnost torej. A če ostanemo v sedanjem trenutku, delodajalci ugotavljajo, da je ključen izziv zagotoviti si ustrezno usposobljen kader. Je gradbeništvo morda izjema? Jaz mislim, da gradbeništvo ni pravzaprav nič posebnega v tem oziru. Mi ugotavljamo v Sloveniji, da nam manjka kadrov pravzaprav na zelo različnih področjih. Zdaj, če pogledamo vpis dijakov v srednje šole, moram reči, da se vpis v zadnjih letih povečuje. Ne povečuje se toliko v 3-letnih programih, kot mogoče v 4-letnih programih. Predvsem gradbeni tehnik, recimo, beležimo kar precejšnje povečanje v zadnjih letih. Zdaj, kako bo pa to vplivalo dejansko na ponudbo kadrov na trgu dela, je pa seveda težko oceniti. Mi seveda ugotavljamo v zadnjih letih, da tudi zelo veliko teh kadrov, ki se vpišejo v 4-letne programe, v programe srednjega strokovnega izobraževanja, da ti v veliki meri pravzaprav nadaljujejo izobraževanje. In seveda teh kadrov dejansko, bom rekel, takrat, ko mogoče podjetje pričakuje, da bodo prišli na trg dela, dejansko teh kadrov takrat več ni. Zato je nujno gradbene poklicne programe v prihodnje mladim še bolj intenzivno približati in predstaviti, še opozori Leban. Takšna tekmovanja so dobra priložnost za preverjanje stanja na področju bodočih potencialnih kadrov, nam pove predstavnica podjetja, ki je podprlo letošnje srečanje v Novem mestu. Podjetje Top Dom je zaznalo, da dejansko je to zelo velika priložnost, da podpre mlade bodoče gradbince
mlade dijake, ki so videli neko priložnost tudi v tej stroki in zato smo se odločili kot največje podjetje gradbenega materiala v Sloveniji, se pravi kot trgovina, ki se ukvarja s prodajo gradbenega materiala, da v bistvu pristopimo in hkrati podpremo to zelo dobro in dobro tekmovanje. V naših vrstah imamo kar nekaj sodelavcev, ki so tudi tukaj obiskovali in pa hodili v to šolo in so v bistvu s ponosom nas tudi predstavili šoli, ki je hkrati organizirala to in pa iskala tudi podporo, da svojim dijakom pokaže, kaj vse lahko kasneje, ko bodo zaključili šolanje. Dijaki so v vseh disciplinah pokazali veliko znanja, spretnosti, veščin in tekmovalnega duha. Zidarji so strokovno znanje pokazali v zidanju pravokotnega vogala z opeko navadnega formata za apneno malto. In razlogi za ta poklic? Všeč mi je tak del, imam že od malega in sem se odločil, da bom to tudi, ko velik bom delal to. Zakaj si se odločil za gradben poklic? Ker je bil zanimiv, ko so ga predstavljali, pa zanimal me je, pa tudi ni jih veliko več takih. Pečarji so se preizkusili v izdelovanju geometrijskega lika dimenzij 20x20 iz navadne keramike. In od kod izvira želja za delo v gradbeništvu? Ja, v bistvu, da se dokažem tudi tako, sam se pa ostalim. Keramičarstvo je pač natančno delo, pa ni tako zelo fizično zahtevno, moraš pa biti zelo natančen. Dijaki so dokazali, da so se v času izobraževanja veliko naučili, da bodo svoje delo dobro opravljali in s tem največ pripomogli k popularizaciji in ohranitvi gradbenih poklicev. Z videnim med tekmovanjem bi bil zadovoljen tudi učitelj praktičnega pouka, ki je takoj zaznal razliko. Mislim, da prednjačijo keramičarji, da so videti izdelki malo bolj kvalitetni od zidarjev. Dijaki strokovnega izobraževanja so se preizkusili v izdelavi strokovne naloge z področja kalkulacij, saj so na osnovi načrtov morali izračunati ceno projekta. Kriteriji za ocenjevanje so v največji meri seveda pravilni rezultati, ravno tako pa tudi pozicijski načrti, upoštevanje vseh parametrov, ki vplivajo na končno ceno in pa preglednost izračunov. V Novem mestu je tekmovalo 163 dijakov in dijakinj, spremljalo jih je 29 mentorjev. V vseh disciplinah so bili doseženi dobri rezultati. So se pa ekipe pomerile tudi v športnih tekmovanjih, in sicer v nogometu, košarki in odbojki. Skupni zmagovalec je bila novomeška gradbena šola. Drugi so bili dijaki iz Ljubljane, Celjani pa so zasedli 3. mesto. To je bilo vse za danes. Hvala, ker nas spremljate. Gospodarske vsebine oddaj si lahko ogledate tudi na naši spletni strani www.vaskanal.com. Arhiv oddaj Smo dobri gospodarji. Do naslednjič pa samo še nasvidenje in srečno.